bi ponudili začasni dom brezdomnim živalim. Pridružili smo se zimskemu štetju vodnih ptic. Predstavljamo Mili vsestransko nadarjeno kunčico. Pozdravljeni v oddaji o živalih in ljudeh. Današnjo oddajo pričenjamo sicer žalostno zgodbo, ki pa se zelo pozitivno razpleta. V mojem naročju je Pipi. Gospa Jasmina, koga imate vi v naročju? Mi pa imamo Papija. Kdo sta Pipi in Papi? Pipi in Papi sta mladička, ki sta bila najdena v jazbini. In potem so jih seveda rešili in zdaj sta pač pristala pri meni. Vi ste začasna skrbnica. Kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni, da jih bomo pač naučili osnov, pa pač dok se ne bojo, da se bojo pač cepili, sterilizirali, na to pa potem pač grejo v stalne domove. Stara sta nekje 3 mesece, nekaj časa še bosta pri meni, ne? Tako da bomo pač naredili prva cepljenja skroz, ne? Potem pa bo ta iskala seveda dom. Sta pa zelo krasna kužka, sicer malo še prestrašena, kaj pa bo se to pač porihtalo, tako da bojo kar zelo lepi in mehki. Sta tudi zelo prijazna do otrok, imamo 2 punci in so psički zakon. Kdo so tisti ljudje, tiste družine, ki lahko ponudijo začasni dom živalim? V bistvu to je tako generalno gledano lahko vsakdor. Vsakdor, ki ima pač voljo, ljubezen in ki je pač pripravljen sprejeti žival k sebi. Se pravi, za ta nedoločen čas, ker začasništvo ni omejeno, ne vem, na mesec, 2, pač koliko žival potrebuje, ki je ta čas pripravljen za njo skrbeti, se pravi, fizično jo cartati, jo božati, jo naučiti neke stvari, se pravi, če so kakšni težji primeri, se pravi, da je treba psa predtem, ne vem, pripraviti na življenje novo nekje. Je tudi fajn, da človek pozna, da ima nekaj izkušenj s psi. Fajn je tudi, če so na primer pri hiši otroci, da tudi psi dobijo stik z otroci, vkolikor še ga prej niso imeli, pa tudi živali so zelo dobrodošle. Potem pa glede na vse te kriterije, ki pač jih ljudje povejo, mi izberemo primernega psa za primernega začasnega lastnika. Kdo pa so ponavadi psi, ki potrebujejo začasni dom, ki niso nameščeni v zavetišču? To je zdaj v večini so to nekako lastniški psi, ki so zaradi teh ali drugačnih razlogov v bistvu oddani, nezaželeni pri doma, pri teh ljudeh oziroma lastnikih, skrbnikih, kakorkoli. Navadno to niso psi, ki bi bili popolnoma srečni, vsak ima neko preteklost nekje za sabo, kar pa še ne pomeni, da je kuža hud oziroma da je karkoli narobe z njim. Pač tukaj je tisto človek kriv, da nekako ni šlo in zato pač potem naredimo vse. Se pravi, prav začasni domi so potem tisti čar, da lahko psa spoznamo, da vidimo, kak je, da bodočemu posvojitelju tudi povemo določene lastnosti o psih, da se ne gre to samo preko slike, všeč mi je, ni mi všeč. Se pravi, prav tako tudi potem društvo pregleda domove, se pravi, se opravi predogled doma. Kolikor nam je vse všeč, potem tudi se potem nadaljnja pot stalnega skrbništva lahko prične. Začasnik, kot pravite, ima nekatere obveznosti, mu pa tudi pomagate. Kako je to urejeno? Pri nas je tako. Vsi stroški, naj si bo hrana, finančni, se pravi veterinarski storitve, povodci, igrače, karkoli, vse je, vkolikor je kuža preko društva, se pravi, krije to društvo, vkolikor pa so živali iz zavetišča, pa to krije zavetišče. Tako da v bistvu res doben strošek ni, doben finančni strošek, za vse to poskrbimo mi na začasnih skrbnikih, je le, da je tisto, kar vsak potrebuje, ljubezen in to je to. Ob vas sta 2 psa, eden je vaš lastniški, druga je pa Liči, ki ste ji ponudili začasni dom. Kakšna je njena zgodba? Koliko jaz poznam, je pač Liči ostala, Liči je ostala pri hiši in je pač mogla zaradi, ker je bivala v boksu 3 dni, pa 3 noči dejansko. In so jo, kaj bi rekel, bila je odveč. Lastnica se je tudi mogla preseliti oziroma odseliti in tam, kam se je preselila, žal pač ni mogla nuditi dobenega primernega doma. Zakaj ste se vi odločili, da ji ponudite začasni dom?
Ja, primarno na Facebooku je bilo Face objavljeno, Face so reklamirali. Jaz pa sem tako že imel, jaz sem že prakso s njim, malo tako začasne, potem muce sem tudi že večkrat imel začasne in smo se kar navadili, ne. Moj cilj tak je, da psa nekako sprejmeš pa malo socializiraš, ne. Nisem noben dreser oziroma specialist, ampak tako malo s prakse, malo hobi, pa malo treninga, da sem pa tja, da se res navadiš in tudi psa dejansko malo socializiraš, sprejmeš. V bistvu tako delaš z njim, pa pol vidiš rezultat kar hitro, ne. Za njo je bilo super, že v roku enega meseca, sploh ni več problema, vsi smo se navadili, vse je šlo lepo. Torej, jaz mislim, da je kar uspešno šlo skozi, ne. Liči je že na voljo za oddajo, sterilizirana je bila že 2-3 tedne nazaj, to je tudi že lepo zacelilo in vse. Pripravljeno je za nov dom, lastnik pa bi naj bil poznavalec dejanske pasme, kar je specifična dotična pasma, trmasta, zna biti razvajena, je malo manjše rasti, napram tem, da je psička, ampak bom rekel, da se je že malo zredila, torej za take stvari zna kar biti, ne. Svoj zajtrk pa svoj večerjo brez problema pojedi. Optimalna je seveda hiša z ograjenim dvoriščem, ne. Torej, da ima neki prostor gibanja, ampak za pasmo oziroma za njo tudi sploh ni potrebno dost oziroma veliko gibanja, napram tem, da lahko rečeš, da kako uro greš na resen sprehod, potem pa je to za njo zadost za dan, ne. Ostalo pa tisto osnove na WC, pa malo igranja in je s tem zadovoljna. Napram temu je tudi čista, niti ne stopi v kakšno lužico ali pa kaj takšnega, torej da se ona ful izogiba malo umazanih stvari. Nahajam se na Ptujskem jezeru, ker sem se pridružil ornitologu Luku Božiču pri opazovanju in štetju ptic. Luka, tukaj zjutraj na Ptujskem jezeru sicer vreme ne izgleda najboljše, ampak kljub temu vidim, da si uspel že prešteti število in pregledal vrste. Nam lahko poveš recimo, kaj je tako zanimivega danes na Ptujskem jezeru? Ja, tukaj imamo kar nekaj vodnih ptic, tako kot je za ta zimski čas običajno. Namreč na Ptujskem jezeru se po zimi redno zadržuje nekaj tisoč vodnih ptic, okoli 30 vrst. Te lahko vidimo tudi tukaj v ozadju. Zdaj od stvari, ki so bolj zanimive, ki jih mogoče velja posebej izpostaviti, je to labod pevec in pa zimska raca. To sta dve redki vrsti iz visokega severa, ki naše kraje obiščeta samo po zimi in še to le v nekaterih letih. Obe veljata za redki vrsti v Sloveniji. Zelo zanimivo, prej smo tudi si jih ogledali obe vrsti. Kaj pa od ostalih vrst? Omenili so 30 vrst, verjetno prevladujejo, če jih hitro pogledamo, recimo predvsem race. Ja, race po številu vrst in po številu osebkov v tem času prevladujejo. Zdaj, najštevilčnejša je seveda mlakarica, naša najobičajnejša vrsta race, ki je povsod po Sloveniji najpogostejša. Imamo pa še druge vrste, tu recimo na teh plitvih delih jezera se prehranjujejo žvižgavke, kreheljci in konopnice. To so race iz skupine, ki se ne potaplja, ki si iščejo hrano tako, da jo bodi si iščejo v plitvi vodi ali pa na vodni površini ali pa na obali. Omenil si nekaj tisoč osebkov, to se sliši precej fascinantno, vem, tudi sam sem to že videl, ampak recimo, če poveš, koliko približno je danes ptic oziroma koliko si jih naštel? Naštel sem nekaj čez 5000 osebkov, kar bom rekel je nekje v okviru pričakovanega, so pa seveda v nekaterih zimah ali pa v mogoče malo drugem letnem času je to število lahko tudi večje. Zlasti v zelo mrzlih zimah, kakšne letos nimamo, je to število vodnih ptic na Ptujskem jezeru lahko presega tudi 10 000 osebkov.
To so že številke, ki so verjetno impozantne. Kako je pa potem to, vidimo, recimo akumulacija je umetnega nastanka, bregovi so asfaltirani. Kako to vpliva recimo na ptice? Verjetno se ptice ne zadržujejo ves čas samo na jezeru. Ne, nikakor ne. Na Ptujsko jezero, ki je sicer tako posamič gledano najpomembnejša lokaliteta po številu vodnih ptic, ne samo na tem delu Slovenije, ampak nasploh v Sloveniji, moramo pa vendarle na to območje gledati kot v kontekstu celotne reke Drave. Reka Drava je zelo pomembno območje za vodne ptice in tudi vedeti moramo, da številne vrste, ki jih tukaj srečujemo v večjem številu, na Ptujskem jezeru samo počivajo ali pa prenočujejo. V dnevnem času se pa prehranjujejo v stari strugi reke Drave. To so številne vrste rac, takšne kot recimo zvonec, veliki žagar, kormorani in še druge vrste. Recimo te vrste rac nepotapljavk pa v bistvu v nočnem času tudi množično zapuščajo jezera in se prehranjujejo na okoliških kmetijskih površinah. Omenil si pomembnost recimo jezera, reka Drava ne pozna meja, tako tudi ptice ne. Kako pa recimo je to v nekem širšem merilu? Vemo, Slovenijo si omenil, da je to pomembno območje, oziroma verjetno najpomembnejše v času prezimovanja. Kako pa neko v tem srednjeevropskem prostoru? Je pomembno ali ni pomembno? Je zelo pomembno. Lahko za ilustracijo samo povem par številk. V januarskem štetju vodnih ptic, ki poteka vsako leto v sredini januarja, v Sloveniji naštejemo nekje od 50 do 60 tisoč vodnih ptic. Na tem števnem območju Drave, se pravi širšem območju Drave, pa povprečno čez 20 tisoč, nekje 23 tisoč osebkov je povprečno število. Torej lahko hitro zaračunamo, da na reki Dravi v bistvu najdemo 30–40% vseh vodnih ptic v Sloveniji. To število je zelo pomembno v nacionalnem in pa tudi v mednarodnem merilu, kajti 20 tisoč osebkov, to je tista meja, v bistvu, ki predstavlja mokrišča mednarodnega pomena. To je eden izmed kriterijev, tako po Ramsarski konvenciji, kot tudi za opredeljevanje območij Natura 2000 oziroma mednarodno pomembnih območij za ptice, je 20 tisoč v bistvu ta meja, ki označuje mokrišča mednarodnega pomena. Veliko teh vrst se lahko tudi sprehajalci sami ogledajo. Ta vikend se poteka tudi mednarodno štetje vodnih vrst ptic. Lahko poveš kaj več o tem? Tako, gre za štetje, ki poteka pri nas vsako leto enkrat, ob koncu tedna, ki je najbližje sredini januarja. To akcijo koordinira Wetlands International, mednarodna organizacija za varstvo mokrišč, na nacionalni ravni pa DOPS. Namen te akcije je v bistvu spremljati številčnost vodnih ptic, beležiti spremembe populacij in seveda na podlagi tega tudi vrednotiti pomen posameznih mokrišč. Tako da ta konec tedna ne bomo šteli samo pri nas v Sloveniji, ampak v večjem delu Evrope in tudi sveta. Takrat ne štejemo samo na teh najpomembnejših lokacijah, kot je Ptujsko jezero, ampak dejansko na vseh večjih, srednje velikih rekah, na obalnem morju in drugih stoječih vodah po Sloveniji. V bistvu že od malih nog sem imel vedno neko navdušenje nad živalmi, ki so zbujali neki strah pa to, pa sem jih vedno pobliže spoznavati in so me zainteresirale kakšne strupenjače, kače ali kaj podobnega, kar so se pač vsi bali. In sem že v naravi začel spoznavati te živali, kakšne so njihove navade, življenje, s čim se prehranjujejo, če so dejansko res tako nevarne ali niso. In potem sem poglabljal se to in sem ugotovil, da je zelo malo vrst pri nas živi teh plazilcev, breznogih, kot so kače recimo, in sem se pač podal v to teraristiko z temi eksotičnimi živalmi, ki je izbor veliko pestrejši. Pri meni najdete doma veliko vrst drevesnih strupenjač, kot so recimo tile afriški gadi. Imam dve koralni kobri. Afriški koralnici, kot jim pravijo tudi, zaradi teh izrazitih barv, ki človeku v bistvu niso, naj ne bi bile smrtno nevarne, je pa vseeno potencialno nevaren strup. Imam pa tudi eno drugo kobro,
kot je tale, azijska pljuvajoča kobra, ki pa sploh ni tako nedolžna, ne. Pri tej živali pa že moramo imeti nekaj znanja pa rešpekt, ne, da se pravilno vedemo pri teh živalih. Kaj bi svetovali tistim, ki si želijo takšne strupenjače? Kakšna naj bo prava pot, da bodo pridobili to znanje? Prava pot bi bila predvsem to, da se ne zaganjajo v nabavo nekih strupenjačev, pred tem nimajo osnovnega znanja o nestrupenih vrstah, ker to so živali, ki ne moremo iti recimo iz hrčka na kačo, da se nabaviš potem kačo, zdaj pa imam kačo za ljubljenčka, ne, ker vseeno jaz še vedno na kače gledam ne kot na ljubljenčke, ker to niso ljubljenčki, to so še vedno divje živali, ne. Imajo divji karakter, divji nagon in strupenjača ne bo vedela zdaj, ti mene hraniš, tebe ne bom griznila, ampak ravno nasprotno, ona se bo branila v vsakem primeru in ne pozna, ima svojih lastnikov žival, ne, v tem primeru, tako da bi jim svetoval, da si prvo res nabavijo kakšne neagresivne, nestrupene živali, potem mogoče bi bil naslednji korak malo agresivnejšo, pa še vedno nestrupeno žival, tako da bi že malo začel svojo motoriko izboljševati, ne, da bi se znal s pristopom, kako je, na kakšni razdalji mora biti, da varno dela za njo. In potem bi šel na kakšno strupenjačo, ki recimo ni agresivna toliko, pa da ni človeku seveda tako nevaren strup, ne. Ker vemo, da nekatere strupenjače vas lahko pogubijo tudi v nekaj minutah, ne. Najboljše je, da se pozanima, vse se da najti na internetu, drugače obstajajo tudi večji sejmi. Najbolj potrebno je odgovoren nakup, tudi sposobnosti, torej zmožnosti, ki jih imamo doma, torej da se pogleda, kak žival zraste, recimo, to je največkrat problem, da kupujejo to, kaj ne vejo. Torej, največji pomen vsega tega je, da imamo dovolj znanja za nakup. Kdo je Mili in kako je prišla v vašo družino? Mili je kunčica, posvojena je bila preko Zavoda Kosover pred enim letom. Bila je ena od 4 mladičev, ki so se skotili na veterinarski fakulteti in ostala je pri meni. Kakšen je njen značaj in česa vsega je ona sposobna v sodelovanju z vami? Mili je zelo zvedava kunčica. Veliko stvari rada poskusi, iz česar bi potem sledilo to, da sva se začeli učiti trikcev. Na začetku nekaj čisto preprostega, tek skozi tunel, obrat v levo, obrat v desno. Zdaj zna več kot 70 trikcev, tako da njene omejitve so moja domišljija pa anatomija, no. V bistvu je bila sama tista, ki je spodbudila to, da ste vi začeli razmišljati o tem, da bi jo trenirali ali kako? Ja, na nek način, ja. Jaz sem čisto za hec poskusila nekaj malega. Potem, ko sem videla, da je interes, da jo to zanima, da kaže vedno več novih vedenj, sva pa izkoristili in začela sem utrjevati na pozitivno motivacijo, s Klikor metodo, ki jo poznajo predvsem lastniki psov, mogoče malo bolj. Se da pa na njo naučiti pravzaprav katerokoli živalsko vrsto, da pokaže vse, kar zna, da se nauči razmišljati in iz tega vam potem so možnosti odprte. To je torej dokaz, da učljivi niso samo psi. Tako je, naučiti se da pasjih trikcev, da tako rečemo. Kunca, mačko, mišk, podgane, dihurčki. Pravzaprav, če ima človek interes, če ima živaljo vzpostavljeno neko pristno vez, pravzaprav ni nobenega razloga, da se s pozitivno motivacijo ne bi dalo naučiti pravzaprav res marsičesa, no.
Ljudje tako pogosto podcenjujemo inteligenco nekaterih živali, kuncev recimo. Absolutno, ja. Ljudje si ne predstavljajo, da to ni žival, ki cele dneve ždi nekje v kletki, malo poje, malo se stegne, malo skaklja okrog, ampak da so to živali, ki znajo razmišljati, da so to živali, ki so družabne, potrebujejo interakcijo in več kot je te interakcije, bolj se razvijajo, več pokažejo svojega karakterja in niso zdolgočaseni. Predvsem je to živalim, kot so kunci, morski prašički in kakšni mali glodavci, je pogosto dolg čas. In tudi eden od razlogov, da smo se zmili, da smo šli tako daleč, da smo objavljali filmčke, ki smo jih posneli, je prav to, da se ljudje mogoče začnejo zavedati, da se z živalmi lahko počne marsikaj. Da ni treba, da so prepuščene same sebi, ampak da lahko pač skupaj dosežejo veliko, se zabavajo, učijo en drugega. Živali nam, ljudem, v zgodbah pogosto držijo ogledalo in nas veliko naučijo. So tudi navdih ustvarjalke in avtorice otroških knjig, ki smo jo obiskali, Manice Musil. Ravnokar oziroma v parih mesecih naj bi mi šla 5. knjiga otroška in v 4 izmed 5 oziroma v 3 izmed 5 so glavni liki živali. Do živali sem prišla čisto spontano, je pa tudi res, da se otroci zelo identificirajo z živalmi, da v bistvu so jim živali zelo pomembne v njihovem svetu. Če rada posežem po živalih, ki niso tako znane, ki ne nastopijo tolikokrat v pravljicah. Zdaj v bistvu pri prvi knjigi so muce, ki so velikokrat, ampak zdaj v ta zadnji je pa koza, se tudi koza ni tako neobičajna, ampak sem zraven dala zdaj pri čista zadnji še vodne drsalce, ki pa res ne vem, če sem jih že kje zasledila. V zadnji, ki še ni šla. Koza Cilka in Kdo je popil vodo. Koza Cilka je pa ena najstarejša koza izmed 7 koz, tudi najpametnejša in v bistvu ona vedno najde rešitev. Ona pač kot stara, kot modra, vedno reši problem. Pri tej zadnji, ki je išla, in kmalu bo tudi išla naslednja, sem prešla na šivanje. Se pravi, da režem, šivam, lepim. In mogoče kot arhitektki, ker sem arhitektka, mi je tudi bliže, da se igram z materiali. Sem zdaj odkrila več zanimivega mi je še. Tako da na tak način sem prišla do šivanja. Živali se ne pojavljajo samo v vaših knjigah, vsebinsko, vizualno, tudi drugače jih uporabljate pri izdelovanju drugih stvari, kje vse jih še vidimo. To pa smo še z eno prijateljico oblikovali z Matejo Katrašnik. Smo po slikanici Mala arhitekta in čarobni svinčnik izdelali stolček, po likih živali stolček, 2 stolčka, mizico, klopco in pa tudi uro. To je bilo razstavljeno tudi na mesecu oblikovanja v Ljubljani 1 mesec, pa so bili ti izdelki izbrani še za Cankarjev dom. Tako da so bili še potem, mislim, da na forumu inovacij razstavljeni. Predvsem gledam na to, da je všeč meni. Ne prilagajam. Že tako arhitekt se zelo težko prilagajaš drugim. In mogoče sem zato tudi prešla bolj na knjigo, na slikanico, da je res to čisto tvoje. Ker pri arhitekturi je v bistvu res vedno tudi en naročnik, ki moraš upoštevati določene želje. Tako da pri knjigi pa res poskušam poslušati predvsem sebe. Je pa res, da imam 3 otroke in sigurno dobiš en občutek skozi njih.